bomo skušali narediti nek ponoven sprehod skozi celoto, da bi jo razumeli. Zato, ker bolj ali manj, ko prvič poslušate, so to kosi, ki se sicer vežejo en na drugega, ni pa jasno kako, potem je to drugačen način govorjenja, to je en drug pristop v razumevanju. Skratka, da je potrebno narediti nekaj takega, kot je povzetek, sintetično podobo tega, kar smo delali. Če se spomnite, začeli smo z Grki in politiko, končali smo v bistvu v Renašimentu z Machiavellijem in smo prehodili lepi del zgodovine in tu se bomo ustavili. To ne pomeni, da ne bomo šli naprej, da jaz ne bom pri svojih predmetih šel naprej ali pa pri drugih predmetih ne boste šli naprej. V smislu, da bomo, ker to delamo samo zato, za voljo razumevanja naše lastne dobe, za naš sedanjik gre pri celi tej štoriji. Zakaj se pri Machiavelliju ustavimo? Predvsem zato, ker se na tej točki začne tehnična doba. To je to, v čemer mi životarimo na njenem koncu. Se pravi, do takrat je bilo drugače. In mi smo probali pri tem predmetu delati predvsem to, kar je bilo drugače. Ko bomo delali, recimo, če govorim o mojih dveh predmetih, ki vas bom poučeval, en je posvečen vprašanju družbe in družbenega in tukaj bomo delali približno rečeno od Machiavellija do Prve svetovne vojne oziroma do začetka 20. stoletja. Tu se bomo ukvarjali z družbenim, se pravi, mi ne govorimo tako kot družboslovci, da je družba od vekome na začetku in da je takoj tisto, kar je prišlo za naravo. Pač pa mi argumentiramo, da je zadeva družbe moderna zadeva, da je moderni pojem in se veže na dobo hkrati tehnike, to pomeni približno od Machiavellija dalje. Ko pa bomo delali 20. stoletje, bomo govorili o nečem dodatnem, še bolj zafeclanem in sicer poudarek bo posebej na vojnah in menedžmentu. Se pravi, če lahko govorimo o zadevi družbenega med Machiavellijem pa Prvo svetovno vojno na način ekonomije, na način sociologije in tako naprej, potem 20. stoletje niti slučajno ni nekaj, kar se nadaljuje, pač pa je hkrati diskontinuiteta. Dve diskontinuiteti bosta še posebej poudarjene in sicer ena z Združenimi državami Amerike in druga s Prvo svetovno vojno. Brž, ko zadevo postavimo kot diskontinuitete, takrat celotna podoba postane drugačna in možnosti temu primerno mišljenja se odprejo, so drugačno. Namreč, to, s čemer se tukaj, in verjetno sem jaz to pa namenoma, bolj ali manj zamolčeval do zdaj, do zadnjega predavanja, mi v bistvu zahodnjaki imamo svojo mitologijo. Ta zahodna mitologija temelji približno na naslednji pravljici. Da obstaja nekaj takega, kot so ekonomske formacije družbe ali pa produkcijski načini. In potem se začnejo tako imenovane prvobitne skupnosti, potem pa gre pred sužnje lastniške družbe, potem pa pade v feudalizem, kapitalizem in to, česar ste se učili. Hkrati pa se imamo, zahodnjaki namreč, v tej svoji mitološki sliki, za nekoga, ki je zelo racionalen, za nekoga, ki je zelo razvit in napreden. In sploh ta naša zgodovina ni imela nobenega drugega razloga in razvoja, kot je ta, da ravno nas postavi kot najvišji dosedanji možni razvojni stepen, stopnjo, in iz te visoke pozicije gledamo nazaj na vse kot na nekaj nižjega, manj razvitega, zelo pogosto pa kar nizkotnega. In v celi tej štoriji, ki je v bistvu roparska štorija, in ta naša mitologija temelji tudi na tem, da rečemo, da so Grki bili nerazviti,
da so bili pač mitološki ali pa religiozno nerazviti, da smo glede na krščanstvo ne vem kako napredovali in tako naprej. Cela zadeva je postavljena v tej naši zahodni mitologiji kot nekaj, kar nenehno napreduje, se razvija. In tako tudi bo v prihodnje. Sooči se to svojo lastno mitologijo, pomeni skušati drugače misliti zgodovino. V tem smislu je to dokaj zapletena operacija in to, kar tukaj delamo, niti malo ni bilo nedolžno, ker se nanaša na našo dobo v pomenu možnosti drugačnega razumevanja našega sedanjika. To je ključna zadeva. Kolikor mislimo, skušamo misliti naš sedanjik, znotraj škicirane mitologije ne moremo ničesar razumeti. Lahko samo skrepenimo in čakamo, da se bo zgodil čudež. To pomeni, da se ponovno napredek bo pognal. In v večji meri točno na ta način živimo. Vmes se pa dogajajo neštete stvari, recimo, če samo omenimo terorizem in vojne, ki so odprte, da omenimo ekološke probleme in tako naprej, ki dobesedno pretijo celokupni civilizaciji, da jo bo pobralo, če smo zelo, zelo nežni. Se pravi, to, s čemer se tukaj ukvarjamo, je hkrati in zmeraj poskus drugačnega razumevanja svoje lastne zgodovine. Ali pa drugače, poskus izstopanja iz zapovedanega mindseta, bi rekli Američani, ki je, tako kot sem rekel, približno utemeljen kot to nenehno napredovanje. Tisti poglavitni, osrednji pripomoček, s pomočjo katerega sem jaz skušal drugače postavljati zadeve, so različni načini življenja. Se pravi, ne govorimo o različnih produkcijskih načinih ali pa ekonomskih formacijah družbe in zadeve ne interpretiramo v smislu, zdaj pa vse izrašča iz neke ekonomije, zdaj pa mi mislimo tako, kot delamo in tako naprej, pač pa vežemo zadevo na nekaj drugega in drugačnega. In to so načini življenja. Vem, da je to abstraktno. Temu se bomo vrnili pri tretjem predmetu, ko ga bom govoril, ko bomo govorili o 20. stoletju. Ampak naj zaenkrat stoji tako, kot je, abstraktno. Ko smo se pa konkretno lotili, potem pa smo delali razlike med različnimi načini življenja. In za Grke smo rekli, da je njihov način življenja izrazito političen v smislu, da se dogaja v političnem mestu in da je politika njihova invencija. Podobno velja za etiko. Še več, eno brez drugega, politika brez etike, ne gresta. Ko smo o tem govorili, smo hkrati na abstraktni ravni rekli ne izenačevati politike in morale, tudi ne etike in morale in tudi ne izenačevati etike in pa prava. Morala se veže na drugačne načine življenja, na tiste, ki so religiozni. Posebej v tem kontekstu smo izpostavili judaizem oziroma iznajdbo prve monoteistične religije z enim Bogom in pa revolucijo znotraj judaizma, pri kateri smo omenjali Jezusa iz Nazareta in nastanek krščanstva. Se pravi, tu je doma zdaj način življenja, ki več ni političen in tudi etike ne more imeti, ker nima politike, pač pa je drugače zasukan, druge vrste je, druge jezike govori, drugače razume vse skupaj, večji del na relaciji to, kar se da poenostavljeno imenovati religija in morala. Spet tretja štorija je štorija
Rima, pri kateri smo še posebej poudarili element prava. Na novo, drugače postavljenega prvič zares prava. Zares o pravu se ne da govoriti pri Grkih in tudi ne pri nobeni izmed religij. Ko ahistorično govorimo, potem pa bomo rekli, to je znotraj tiste mitologije, ki je večji del zapakirana kot današnji družboslovi, ki se ga učite na fakultetah, v srednjih šolah in tudi drugače. Potem pa boste tako imeli, tako kot smo prej rekli, za naravo pride družba, potem pa za naravo tudi bo prišla nekaj takega, kot je pravo. Kako bomo imeli družbo brez prava? Ali pa za naravo bo takoj prišla država. Skratka, vedno imamo eno in isto štorijo. Mi se pa tukaj ukvarjamo z nečim, kar bi se dalo imenovati bolj jasno razlikovanje. Tako o državi, pred Machiavellijem, ne bomo mogli zares govoriti, država je tipično moderni koncept, ki je koncept in način življenja, ki se veže na Machiavellijevo dobo. Machiavelli je prvi, ki na ta način tematizira zadevo drugačnega, bistveno drugačnega načina življenja, kot je bilo tisto rimsko, kot religij omenjenih in tudi Grkov. V tem kontekstu smo poudarili, da se ne da reči, da je polis država, da je imperij rimski delimo država. To so različni načini življenja, ki dajo tudi različne koncepte imenovanja, besede. Te besede so zelo pomembne. Namreč, mi smo navajeni, da razmišljamo o tem, da obstaja nekaj takega, kot so stvari. In da so besede tisto, kar tem stvarem ustreza. Kaj hočem reči? Obstaja nekaj takega, še posebej po 18. stoletju in tako imenovanem francoskem materializmu, da obstaja nekaj takega materialnega, stvarnega, oprijemljivega in da vse besede našega jezika se nanašajo na te posamezne ali pa skupne stvari. Namreč se boste spomnili, da je pol enega predavanja bilo posvečeno Ludvigu Wittgensteinu, kjer smo upozorili, da ne, jezik ni takšna reč, ki bi učinkovala v smislu, da vsaka posamezna stvar ima svoje ime. Samo en del jezika se nanaša, skuša se nanašati v smislu označevanja nekih določenih stvari. Da pa v jeziku, ki ga je, in to je bil poglavitni poudarek, dosti bolj resno treba jemati, kot ga mi sicer jemljemo, da je večji del sestavljen iz takih nestvari in reči, ki se ne nanašajo na nobene stvari. Recimo, spomnite se verjetno, ko sem omenjal take reči, kot so ne, ako, pri, sedi, leži, zapoj, zakaj, čemu, kam. In takih besed je neskončno, ki se ne nanašajo na nobeno nikakršno stvar. Ne označujejo jo. Kvečemu, če bi razmišljali, med drugim komandirajo, ukazujejo, usmerjajo. Skratka, so v funkciji nečesa takega, kaj je popolnoma, ali pa bolj ali manj, zakrito še danes. Zato, ne na zadnje, ampak s tem se tukaj ne moremo ukvarjati, imamo težave pri razumevanju današnjega tipa manipuliranja z ljudmi, ki gre večji del skozi slike in tako naprej. Ampak to je neka druga štorija. Se pravi, če gremo skušati zadevo razpreti, ponovno jo sintetizirati, potem gre približno za tole. Ko govorimo o moderni družbi, nikakor jo nimamo nobene pravice, da bi jo postavljali starim Grkom na hrbet, češ oni so že živeli v družbi. Češ oni so že družbena bitja. Upozorili smo, da družbeno bitje prvič se kot napačen prevod Aristotela pojavi pri svetem Tomažu Akvinskem v 13. stoletju. To je tisto takrat in ravno tako je bilo širše poudarjeno, ko je Aristotelov izraz zoon politikon bil preveden, radikalno misinterpretiran, napačno interpretiran kot družbeno bitje. To je samo en taki primer. Skratka, zelo pomemben poudarek je na tem, da brez
resnega premisleka in razlikovanja na ravni zgodovine ne moremo resno danes začeti misliti in tudi ne razumeti dobo, v kateri smo. In dokler to ne naredimo, kvečemu lahko varno občepimo v tej točno taki, ko je bila omenjena, zahodni mitologiji. Kajti točno današnje družboslovje, a historičnost današnjega družboslovja je zahodna mitologija. In ona je na nek način ena izmed poglavitnih tarč tega, s čemer se tukaj ukvarjamo. To je seveda nujno. Drugače ni moč odpreti možnosti za razumevanje tega, zakaj to pri politiki gre, zakaj to pri etiki gre. Ne nazadnje, tudi ni moč razumeti razlike, ki je pa zelo pomembna med vladanjem in vodenjem. Zadeva vodenja, s katero se srečamo seveda že dokaj zgodaj v zgodovini, je nekaj, kar nam popolnoma prekriva pojem vladanja. Mi smo celo prepričani, da je vodenje nekaj manj nevarnega, torej boljšega, kot je vladanje. Vodenje izhaja seveda iz vodenja gospodinjstva, pozneje iz vodenja gospodarstva, vmes iz vodenja cerkve, iz vodenja imperija, iz vodenja danes gospodarskih družb, iz vodenja nacionalnih držav. Vsi voditelji, pa naj so to, ne vem, moderni tipa Hitler, Duce in tako naprej, ali pa starejši, kaki Cezar ali pa kdorkoli, niso vladarji. Vladati kratein je nekaj, kar se veže na politiko, ne pa na vodenje. Vodenje je nekaj, kar se nanaša na nekaj antipolitičnega, drugačnega od politike, predvsem tako, kot sem rekel. Najprej na zadevo gospodinjstva, če razmišljamo v kategorijah Grkov in oikos, pozneje pa na različne druge tipe življenja, ki so nepolitični in antipolitični, kot je denimo religija in tako naprej, kot je denimo Rim. Skratka, ko govorimo o politiki, imamo neko zelo, zelo resno težavo. In sicer, ubesedena je bila približno na naslednji način, da je zelo krhko razmerje in način življenja med ljudmi. In da ni nič trdnega, kaj šele naravnega, kar bi kar tako bilo in od vekomaj. Pač pa lahko rečemo, da Grki so zmožni živeti politični način življenja, da pa po njih, tako rekoč, politika ponikne. Govoriti o judaizmu in politiki ne gre. Govoriti o politiki in Rimu ne gre. Govoriti o politiki in krščanstvu ne gre. Govoriti o politiki in moderni, denimo oblikovani v Rinašimentu in za časa Machiavellija, ne gre. Razliko lahko naredimo s pomočjo Aristotela in sicer približno takole, da razlikujemo med politiko in politično tehnologijo. Pri politiki gre za delovanje enakih v politični skupnosti. To je to, kar so Grki imenovali koinonija politike in to, kar je polis. Seveda politika potrebuje tudi politično tehnologijo. V pomenu, da so to tisti, ki jih politično enaki in svobodni izberejo. To so tisti, ki pozneje, ko so izbrani, opravljajo to, kar bi mi danes verjetno najbolj preprosto rečeno imenovali administrativne posle. Se pravi, recimo, da govorimo o skupščini, skupščina izbere in se odloči in potem pa imamo tisti, ki smo jih izbrani, da to tehnično izpeljejo. Ne mešati tega dvojega. Politika, da bi bila in učinkovala, seveda potrebuje element politične tehnologije. Obratno pa ne gre. V smislu, da bi
politična tehnologija imela politiko. Ne, takrat, ko zagospoduje politična tehnologija, imamo opravka z vodenjem in politike več ni. V tem smislu, verjetno se spomni kdo med vami, sem govoril na način Hannah Arendt o krhkosti politike v smislu, da je, pa zgine. Pa se pa spet pojavi, pa spet zgine. Recimo, če govorimo o moderni, vse revolucije so bili dobesedno izbruhi politike in političnega delovanja, ki so bolj ali manj kmalu bili pokončani. Večji del na silo. Se pravi, vedno, ko imamo opravka s spremembami, z velikimi spremembami, imamo opravka z izbruhom političnega delovanja, ki se ga zelo kmalu uniči, tako ali drugače. Ko govorimo skratka o politiki, je zelo pomembno, da razumete, da to ni nič trdnega, ampak nekaj zelo, zelo krhkega, zato ker se nanaša na zadevo razmerja med svobodnimi in enakimi. Ne izenačujte politiko z zadevo gospodstva, z zadevo političnih tehnologov, z državno ureditvijo in tako naprej. Saj veliko število je teh izrazov. Politika je zmeraj na strani tistih, ki so, mi bi temu danes na ta način, ker tako razmišljamo, rekli, spodaj. Politika je zadeva enakih in svobodnih, ki postavljajo sami sebi zakone. Grki so bili eni redkih, ki so se zavedali nevarnosti hkrati politike in tistega, kar je bilo prej ubesedeno na način, da bi politika bila, rabi hkrati politično tehnologijo in tukaj je razlog za iznajdbo demokracije. Se pravi, v tem razcepu. Kako pri Grkih zadeva demokracije dobesedno izbruhne? Zelo preprosto. Imate stališča nekega urejanja, recimo političnega mesta, neko, mi bi danes verjetno rekli pravniško, oni so imeli svoje modrece, recimo da je bil Solon, da je bil Demostenes, kdorkoli že, neko reformo, ki se nanaša na take stvari, kot so opustitev dolgov, prerazdelitev zemlje, enakosti, tudi tistim, ki so revni in tako naprej, plus, da vsi tisti, ki so izbrani na pozicije politične tehnologije, se pravi tisti, ki administrirajo, da so jih vnaprej zablokirali. Da ne bi se mogli, kako naj rečemo, osamosvojiti, da ne bi mogli, ne glede na številne, ne glede na enake in svobodne, uveljavljati zgolj svojo voljo in tako naprej. Zelo preprosto, s pomočjo mandata. Zelo pomembno je slišati, da so vse funkcije takšne, ki se nanašajo na politično tehnologijo, bile voljene in sicer v času zamejene na 1 leto. Zdaj odgovor na vprašanje, s katerim ste se verjetno srečali stavkom, ki se glasi, ko Aristotel opredeli politiko, med drugim reče, da je politika, da so to tisti položaji med ljudmi, v katerih so lahko in so hkrati vladani in vladajoči. Ni rekel vodeni in voditelji, ampak vladani in vladajoči. Se pravi, nimamo ene, ki so po profesiji vladajoči in drugi, ki so neprofesionalno vladani, nimamo razreda vladajočih, pač pa je vsakdo vladan in vladajoči. Kako pa? Ja, zelo preprosto. Tako, da je samo 1 leto največ na tej funkciji. V primeru, da ga lahko dobesedno takoj odslovijo. In to tudi naredijo. Pri tej zadevi politike je zelo pomembno in pri volitvah, če se dotaknemo zgolj tega, pomembno razumeti, da grški način političnega življenja hkrati zmeraj predpostavlja tudi, kar je za nas nemisljivo seveda, volitve vojaških
voditeljev, to pa niso zdaj vladari, to so pa voditelji. Se pravi, generalov bi mi rekli. Se pravi, preden gredo in ko se odločijo, da gredo v takšno ali pa drugačno vojno, izvolijo svoje generale in oni jih vodijo samo za to vojno. Seveda v primeru, da so bili zelo dobri, odlični in bodo podaljšali to zadevo v primeru naslednje vojne, če se in ko se zgodi, če pa ne, jim lahko sodijo. Lahko jih odpokličejo sredi bitke, sredi vojne in sodijo jih, pogostokrat tudi na smrt. Se pravi, gre za to, da razumevanje politike ne moremo začenjati iz naše lastne dobe, v kateri niti elementarnega prostora in možnosti za politiko ni, pač pa obratno našo lastno dobo, kar se politike in etike tiče, lahko začenjamo razumevati iz njihove perspektive. To je zelo pomembno. Se pravi, v tem kontekstu ne moremo govoriti o ničemer takem, kot je preprosto razumevanje samoumevnosti, kot je mi smo demokratični, ne vem, Evropska skupnost je demokratična družba, by the way, družba ne more biti demokratična. Družbe ne funkcionirajo na politične načine in družbe so antipolitične. Samo primer, da razumete. Če hočete razumeti denimo Evropo, današnjo Evropo, potem je predvsem treba zapopasti tale element, da nastane po drugi svetovni vojni kot družba, kot korporacija, kot kartel, ki se večji del ubada zadevami, kot so jeklo in premog. In z vodenjem to manage, to lead, ne pa vladanjem tega kartela, te družbe, te korporacije. Iz tega temeljnega položaja se Evropa razvija do današnjih dimenzij po logiki kartela, po logiki korporacije, ne po logiki, ki bi bila politična, ki bi terjala demokracijo. Demokracije so prepuščene tako imenovanim nacionalnim državam, ki, by the way, brž ko stopijo v Evropsko skupnost, niso več države. Hkrati Evropska skupnost ni država. Pač pa to, s čemer se danes soočamo, upam, da razumete. Evropa nima meja. Kartel ne potrebuje meje. Korporacija ne potrebuje meja. Nasprotno, vse meje so ji na poti. In gre za to za ukinjanje meja. Politika, podobno velja za etiko, nujno potrebuje meje. Brez meja ni. Mi smo se s tem soočili na zelo opremljivih ravneh, ko smo omenjali neko zelo pomembno distinkcijo med, pa jih je več, med Atenci in pa Špartanci. Tako dalo bi se reči, da edino ne mesto, ki nima obzidja v dobi starih Grgov, je Šparta. Špartanci ne potrebujejo mesta. Oni ne potrebujejo obzidja. In oni tudi politike ne potrebujejo. Oni tudi etike ne potrebujejo. Kako oni funkcionirajo? Oni funkcionirajo kot vojska. Vsa obzidja so tisto, kar so predmet njihovega napadanja in razbijanja, na koncu ne nazadnje, tudi atensko obzidje pokončajo. To je hkrati bil že začetek konca, seveda. Atene in polis. Se pravi, ko govorimo o politiki, ne govorimo o zadevah, ki bi bile na kakršenkoli način razumljive iz naše perspektive. Naša perspektiva je makiavelistična perspektiva. Naša perspektiva je perspektiva dobe, ki se začne z razlikovanjem v smislu med tem, da to, kar ostane od politike in razumevanja politike, se odcepi celo od morale. Se pravi, ko Machiavelli začne govoriti o svojem il principe, on ne govori o zadevah vladanja, pač pa vodenja. Njegov il principe ni vladar, tako kot se ga ponavadi prevaja, v smislu
kratein, pač pa je voditelj. To je tisti voditelj, ki ne potrebuje politike. Vsaka politika mu je na poti, vsaka enakost, vsaka morala, celo kaj šele etika, potrebuje samo eno. In to je naša doba. Politično tehnologijo. V tem smislu bi se dalo govoriti o tej dobi približno od Machiavellija dalje. Mi živimo v machiavellistični dobi na njenem koncu, kot o nečem takem, kar je tehnopolitika. Se pravi, verjetno ste slišali za biopolitike, za postpolitike in tako naprej. To, jaz recimo govorim ponavadi o antipolitiki, to je zadeva, ki jo lahko imenujete tudi tehnopolitika. Se pravi, če gremo nazaj, lahko rečemo, da si s pomočjo, drugače pa ne gre, Aristotela razlikujemo med politiko in politično tehnologijo. Samo to razlikovanje nam omogoča, da v mislih lokaliziramo politično tehnologijo in to, kar sem zdaj imenoval tehnopolitiko, in da osvobodimo prostor za mišljenje politike in za politično delovanje, ki ga tu in zdaj ni. Se pravi, zelo pomembne so te distinkcije, ki sicer res, da so nebogljene in so samo zadeve mišljenja, ampak jaz domnevam, da kot intelektualke in intelektualci imate občutek za težo besed. Zdaj pa, kar se Grkov še tiče, bi nekaj zelo močno še enkrat poudaril. Vi se verjetno boste spomnili, da sem začel svoje predavanje, prvo predavanje namreč s posebnim poudarkom na govorjenju. In da sem rekel, da je govorjenje nekaj zelo zahtevnega in zelo strateško pomembnega in da je celo nekaj ključnega, še posebej, če hočemo razumeti, zakaj pri politiki in etiki gre. Se pravi, če sem do zdaj skušal samo skicirati in dotakniti se zadeve vladanja in vodenja in da razumete tudi, zakaj tako dan naslov temu predmetu, potem pa mimo govorjenja ne moremo, se pravi, mimo poskusa razumevanja, zakaj pri govorjenju gre, ne gre nikamor, ne moremo se premakniti. Namreč, govorjenje je nekaj takega, kar mi razumemo kot nekaj naravnega, kot je čebljanje, kot je izgovarjanje neobveznih stavkov, kot so telefonski pogovori in tako naprej. Vendar, ko jaz rečem govorjenje, se odpiram proti možnosti, da bi razumeli nekaj drugega in sicer na način kontrapunkta glede tega, kako mi razumemo zadeve. Zdaj, to abstraktno se da ubesediti takole. Vi veste, da se naša civilizacija, če gremo ven izmed mitologije, ker znotraj mitologije se naša civilizacija zahodna začne z Grki. Zdaj pa, če gremo iz tega ven, in to smo med drugim tudi skušali tukaj početi in reči, da je dejansko začenjanje zahodne civilizacije judovsko-krščanska situacija in zadeva vodenja v smislu vodenja ovc, da ne bo nesporazumov, imamo pastirja, ki čuva ovce. To je temeljna metafora na izhodišču današnjega Zahoda in iz tega izhaja. Ne pa iz Grkov. Če bi izhajali iz Grkov, ne bi recimo mogli izreči tega stavka, s katerim bom zdaj na nek način polemiziral in skušal pojasniti, kaj imamo v mislih, ko govorimo o govorjenju. Na začetku te naše civilizacije stoji stavek, ki se glasi, da je na začetku bila beseda. Najprej ste slišali za ta stavek. Mislite, da je nedolžen, niste ga nikoli premišljevali, ker se vam zdi bodisi zadet in pameten, ali pa toliko butast, da se vam ni zdelo vreden, da bi bil lahko vreden vaše pozornosti. To je način, kako mi imamo opravka. Bodisi ne mislimo, se strinjamo, ali pa mislimo, saj to ni resna zadeva. Če nekdo reče, da je na začetku bila beseda, skratka gremo mimo tega. To ni nedolžen stavek.
Zato, ker stavek, da je na začetku bila beseda, ima veliko okrog sebe in je to prvi stavek, iz katerega se da pognati zahodno mitologijo in zahodno samorazumevanje še danes. To, da je na začetku bila beseda, je namreč stavek, ki se nanaša, da je na začetku bila, na zadevo, da je na začetku bila Božja beseda. In da je na začetku bila sveta beseda. In da je beseda tisto, kar je alfa in omega. To ni nedolžno. To še danes funkcionira. To še danes funkcionira na neštetih ravneh. Od univerze do tega, s čemer se ukvarjajo pravniki. Ne mara še najmanj v temu, kar je danes religija morala spreminjati vis-a-vis spremembe vloge in vpliva cerkvenih oblasti in tako naprej skozi zgodovino, še posebej tam nekje od Machiavellija dalje. Pri Grkih, in to je zdaj pomembno razumeti, če bi nekdo rekel, da je na začetku bila beseda, bi se vam smejali, ker bi se bolj morali odločiti za eno besedo, ker je izrečena v singularu. Pri Grkih je na začetku, in tako se oni razumejo, bilo nekaj takega, kot je logos, kot je govorjenje, logisthai. Najbrž ste slišali za ta glagolnik. Logisthai v smislu govorjenja, in zdaj pride ključna zadeva za razumevanje etike in politike, številnih. Se pravi, ko hočemo razumeti Grke, ko skušamo razumeti njihovo iznajdbo politike, njihovo, v povezavi s politiko, iznajdbo etike, potem ne moremo mimo tega, da vedno imamo opravka s številnimi. Nikoli eden. Se pravi, beseda enega, ki bila takšna ali pa drugačna komanda, je za njih dobesedno nekaj nesprejemljivega. To ne pomeni, da oni nimajo avtoritete, da ne priznavajo Solona, da ne priznavajo Platona, ali pa tistega, ki so ga daleč najbolj čislali, da ne priznavajo Homerja. Daleč to tega. Ampak to nima istega statusa in pomena, kot ga ima tista sveta beseda, ki ga dobi v religiji, v pomenu, da je to zmeraj in samo beseda Boga. Namreč z vprašanjem, na začetku je bila beseda in na začetku je bil Bog, ki je potem ustvaril vse, kar je zelo pomembno razumeti, da brž kot sprememo taki način premisleka, da vse človeške potenciale bolj ali manj damo v oklepaj. Skratka, če je Bog naredil, bo tudi naredil. Grki nimajo te pozicije in za njih je zelo, zelo pomembno, da razumete, da besede štejejo, seveda, ampak te besede pa niso Božje. So človeške besede. In taki status besede, ki so človeške besede, omogoča, da poženeš v tek nekaj takega, kot je med drugim tudi demokracija. Se pravi, da se ljudje besedno medsebojno dajejo in to zelo resno dajejo, kajti ne morete razumeti demokracije brez elementa, ki so mu Grki rekli, da je agon, se pravi nekega tipa bojevanja. Pozor, besednega bojevanja. Si predstavljate, da bi nekdo znotraj religije besedno se bojeval. Se je samo ena sveta beseda in nimaš kaj se bojevati, ker je enakost vnaprej onemogočena, oziroma enakost v religiji se postavlja glede na to sveto besedo, kvečemu v smrti, ali pa do smrti, do Boga, do sodnjega dne, do in tako naprej. Pri Grkih ne. Pri Grkih je beseda in besedno bojevanje tisto, kar je center njihovega življenja. In to bodi si, da gre na ravni literature, v smislu recimo komedije ali pa tragedije, ali pa da gre na zadeva na ravni filozofije, na kakršnekoli druge oblike. Še posebej pa seveda
na ravni politike v smislu demokracije. Se pravi, brez tega elementa govorjenja številnih ni moč razumeti ne demokracije in tudi na nek način etike. Kajti etika ima seveda tudi ta element ubeseditve in besednega, ampak je hkrati nekaj, kar je tako rekoč molče predpostavljeno in je tukaj kot nekaj v pomenu običaja. Recimo etos, če rečete v grščini, ste rekli približno to, kar bi mi danes imenovali običaj. V tem smislu verjetno se boste spomnili, da nima nobenega smisla v grščini zapisati in Grkom povedati ne ubij. To je za njih nekaj samoumevnega. Vprašanje pa je, kateri način življenja je to tisti, ki potrebuje, da se reče ne ubij. Se pravi, ko skušamo govoriti o politiki in etiki, je zelo, zelo pomembno razumeti to dimenzijo, da se veže na nek določen, specifičen način življenja, ki je grški in ki ga drugi načini življenja, ko govorimo seveda v tej zahodni perspektivi, pač ne premorejo kot svojega načina življenja. To ne pomeni, da oni nimajo drugih podobnih, ampak svojih običajev, navad, tradicij, jezikov, govorjenja in tako naprej, ampak z gotovostjo lahko rečemo, nikjer nimamo opravka z demokracijo. Nobenemu izmed teh načinov življenja, kultur, civilizacij, verjetno tako mislite v svojih glavah, niti približno se ni uspelo prebiti do zadeve demokracije. V tem smislu se je treba vprašati, kako hudiča pa, zakaj pa je bilo možno, da se nekaj takega pripeti med Grki. Morda še eno tako drobnarijo, da jo poudarimo. Pazite, ko govorimo o etiki, je zelo pomemben ta, v oklepaju sem ga tako rekoč omenil, element zamolčanega, predpostavljenega, vnaprej samoumevnega, za kar sploh ni potrebe, da bi bilo zapisano. Zakaj je to pomembno? To je pomembno v smislu kontrapunkta, da bi razumeli naslednje načine življenja, v katerih to morate zapisati. To je radikalna razlika med etiko in moralo. Etiko ne da sam ni treba, ne moreš jo zapisati. To je dobesedno način življenja, na katerem in v katerem je to možno in ki ga ni treba zapovedati. To je nekaj, kar je interioriziranega, bi se reklo, v nekih zelo postmodernih kategorijah. Medtem ko pa v družbah, bi rekli družbah, to je bil zdaj lapsus, v skupnostih, ker vse do moderne govorimo o skupnosti, to so skupnostni načini človeškega življenja, ne pa družbeni, je pa izstopajoča zadeva taka, da to morate zapisati. In to, ko zapišete, ne morete drugače zapisati kot komande. Se pravi, ne ubij, ne ukradi, bodi takšen, ne bodi drugačen. Skratka, samo na način komand. Radikalna razlika med etiko in moralo je točno v tem, da etika je način zapisanih komand, ki prihajajo od zunaj, recimo iz smeri Boga, iz smeri skupnosti, iz smeri voditelja in tako naprej. Medtem ko pa pri Grkih ni nobene potrebe, da bi se to in se tudi ne zapiše. In potem pa vprašaš, zakaj pa ne? Pa zato, ker je to etično življenje in zdaj pridemo do kroga, ki sem ga hotel zakleniti, lahko dogaja in poteka kot politično življenje. Brško nimate političnega življenja. Potem pa rabite komande, uboganja. Zato, ker, zakaj gre pri politiki med drugim? Za številne, svobode in enake, in zdaj pride še naslednji poudarek, ki je zelo pomemben, tiste, ki nastopajo v javnosti. Se pravi, politika ni nikoli, in to velja tudi za etiko, nekaj takega, kot je privatno, zasebno, oikos zadržanje. To nikoli ni zadeva vednosti.
biti dober ne pomeni imeti vednost o tem, kako biti dober, pač pa živeti dobro življenje. Ta možnost, da v javnosti, in zato je ključna kategorija praksis, prakticiraš to dobro življenje, je tisto, ki ti omogoča, da se izogneš pa s tem, ki pozneje v drugih načinih življenja pač pridejo do izraza in za nas so bolj ali manj normalne, samoumevne in za voljo tega, ker so te druge normalne, samoumevne, se pravi moralne, voditeljske in tako naprej, zato imamo problem pri razumevanju Grkov, pri razumevanju politike in pri razumevanju etike. Zato razumemo, ne vem, politiko kot neko tehnologijo, kot način in sistem nekega določenega gospodstva. Ko uporabimo besedo politik, recimo, rečemo, da je to voditelj in tako naprej. Mi danes točno to čakamo, novega voditelja, ki nas bo potegnil iz velike krize, v kateri smo se znašli na Zahodu. Če se spomnite, kako sem začel, sem govoril o mitologiji Zahoda. To je čakanje na novega Jezusa Kristusa. Grki živijo dejavno življenje in oni ne čakajo na nobenega Jezusa Kristusa, pač pa na sebe prevzamejo to dejavno politično, kako naj temu rečem, delovanje, preprosto učinkovanje. Se pravi, ko razmišljate o Grkih in hočete razumeti politiko in etiko, je zelo pomembna tista razlika med polis in oikos. Oni so tisti, ki so prvi odkrili ne toliko in samo ali pa predvsem polis, pač pa tisti, ki so odkrili, da morajo zamejiti, blokirati oikos. In sicer zato, da se ne bi razširil v neskončnost in da ne bi prekril to možnost njihove enakosti in svobode. Se pravi, bistveno pri oikos je približno tole. Oikos funkcionira po logiki in principih vladanja enakih. Na vrhu je voditelj, recimo, da je to formalno mož, neformalno je pa to seveda ona, mama. Imena, ki jih Grki dajejo, so despotes pa despojina. Od tukaj mi imamo besedo despotizem. Da lahko povežete zadevo oikos in demokracije? Ne, vprašanje oikosa je vprašanje neenakosti. V kateri funkciji? V funkciji proizvajanja, produkcije. Bodi si stvari za preživetje ali pa za zaslužek pozneje, ali pa življenja. Ko govorimo o oikos, potem pa imamo drugo logiko in da bi ta druga logika in način življenja imela priložnost, da bi zaživela, potem je bilo treba zamejiti oikos. Se pravi, poglavitna zadeva pri razumevanju politike ni to, da so si jo iznašli, ampak da so si iznašli možnost in prostor za to, da se nekje zgodi. In kje je to? V zamejevanju oikos. Če hočete današnjo pozno makiavelistično civilizacijo svojo zahodno razumeti, je zadeva enostavna. S čem imamo danes opravka? Kaj je to tisto, kar se je v neskončnost razraslo in kar je pripeljalo v krizo? Zadeva ekonomije in tega, to vam lahko rečem, ker ste študirali Aristotela, in hrematistike. Na Zahodu dobesedno ni javnega prostora, kjer se boste o čemerkoli zmenili. Zadeva je šla toliko daleč v tehnološki dobi, v tehnični dobi, da imamo le še surogate, nadomestke za javnost. To je tisto, kar so mediji množičnega poneumljanja. Se pravi, da bi bilo možno nekaj takega, kot je politika, morate zamejiti logike in načine funkcioniranja znotraj oikos, to med drugim pomeni tudi enakosti in ne nazadnje tudi tega učinkovanja, izdelovanja, produktivnosti in instrumentalnosti, o čemer pa vam bo veliko več povedala Vlasta Jalušič, ko boste delali Hannah Arendt in njeno
vito aktivo. Za nas je zelo pomembno tukaj, da odpremo možnost tega mišljenja in v tej funkciji, predvsem v tej funkciji, ste brali Aristotela in domnevam, da so vam ene stvari danes bistveno lažje razumljive, kot so bile nekoč. A je kako vprašanje v zvezi s tem, kar smo rekli do zdaj? Skušam povzemati in dajati poudarke, da bi razumeli, da je to, kar govorimo o politiki, etiki in vladanju, zadeva enega določenega, nič abstraktnega in splošnega, za vse kulture in čase veljavnega načina življenja. Debelo se bo treba potruditi, debelo bo treba delovati, če hočemo obuditi nekaj takega, kot je bil grški način življenja v smislu politike, etike in demokracije. Debelo se bo treba potruditi. Nobenega razvoja in napredka avtomatičnega ni, ki pelje tja. Ničesar takega, kar se iz narave bo kar tako ponudilo. Upam, da ne bo potrebno tudi neskončnega števila mrtvih za to, da se nekaj takega zgodi. Seveda v primeru, da se nam to zdi dobro. Namreč, naši pojmi dobrega, to je temeljna značilnost in temeljna kategorija znotraj etike, so v glavnem takšni, da so identificirani s tistim, kar je koristno. V strogem pomenu besede mi pojma dobrega nimamo. Naš pojem dobrega je nekaj, kar je koristno in je dobro v narekovajih izključno in samo, kolikor je koristno. Grki niso bili iz tega filma in to ni nobena naravna danost človeka. Ni nobene genetične zasnove človeka v smislu, da je družbeno bitje, da je koristoljubno bitje, da je egoistično bitje in tako naprej. Pač pa je človek, če malo poenostavim, takšen, da je takšen, kot je način življenja, v katerem se rodi, živi in umre. To je tisto, kam mu daješ tempelj. Ne pa nobena klima, pa vročina, pa hlad, pa hribi, pa doline, pa lepa krajina, pa zeleno, pa modro morje in njegove genetski zapisi. Česa takega ni. To lahko trdite za rastline. Že pri živaleh toplokrvnih je to težko, pri človeku pa zagotovo nič takega ni moč trditi. Se pravi, poudarek je na tem, da ko jih hočemo razumeti, da je zelo pomembno, da jih razumemo, da so drugačni in da niso taki, kot smo mi in da njihova zadeva načina življenja niti slučajno ni taka, kot je naša. To, da mi mislimo, da smo napredni, je naš problem, ne naša prednost. To, da mi mislimo, da so oni zafeclani in tako naprej, je ravno tako naša zadeva. Mi živimo pač nek drug način življenja. Ampak reči, da to, kar so bili oni, je nekaj nižjega, to je poudarek in to je problem. In da tisto zapustiti in se razvijati k nečemu drugemu, pa je problematično. Skratka, to naše napredovanje se, in to je poudarek, v luči Grkov postavi kot zelo problematično. In to je skratka tudi namen in poskus utemeljevanja razlogov, zakaj je danes dobro brati Aristotela. Zakaj je danes dobro znati nekaj o Grkih. Zato, ker se nam popolnoma novi horizonti v zaprtih horizontih naše današnje družbe in dobe lahko pokažejo kot nova možnost. Se pravi, ko govorimo o politiki, je res, da govorimo o nečem, kar je zelo staro, ampak hkrati je pa nekaj, kar bi utegnila biti naša prihodnost. Seveda, samo v primeru, da se bomo potegnili za njo, kajti nikoli se nič takega, kot je politika, demokracija
etično delovanje ne bo samo od sebe nastavilo in še manj bomo dosegli nekaj takega, kot je to dobro življenje v smislu nekega avtomatičnega razvoja, napredovanja skozi tehnično utopijo in tako naprej. Ne, tehnična utopija ima neke svoje zakonitosti, za katere danes brez večje možnosti napake lahko rečemo, da je ultra problematičnega. Poskus oživitve in vrnitve Grkov tukaj je tisto, za kar je šlo pri tem predmetu. Rad bi vas opozoril, da če slučajno mislite, da je zadeva kurikuluma pri izobraževanju v osnovnih, srednjih, višjih, visokih in podiplomskih šolah nedolžna zadeva, da se motite. Če mislite slučajno, da je nedolžno in nepomembno in slučajno, da se grščina ne poučuje več in da se niti na fakultete za politične vede ne bere Aristotela, če mislite, da je to slučajno, se pa motite. Zelo subverzivno je začeti poučevati Aristotela, začeti govoriti o etiki, začeti govoriti o politiki. Iskati subverzivnost v tistem, v čemer se ponavadi zadeva išče danes, je pa po mojem prepričanju zelo vprašljiva in zmotna zadeva. Se pravi, ko smo postavljali ta program, nismo se slučajno na ta način koncentrirali na Grke in se odločili, da bomo ravno iz njih izhajali. Ne nazadnje, niti slučajno se nismo osredotočili na to, da bomo mogočen poudarek dali na branju. In nismo izbrali kogarkoli, pač pa tiste najbolj izstopajoče, kajti današnji tip izobraževanja vas bolj ali manj vodi skozi take ali pa drugačne interpretacije, ne da bi vam hkrati dal izvirnike. Danes brati izvirnike pomeni biti malo antičen, pomeni biti malo čuden, pomeni biti malo nemoderen, pomeni biti skratka, nepravšnji. Kajti, in to je ta v končni inštanci, bi mu lahko rekli, moralizirajoči argument, ki nima nobene zveze z etiko, by the way, kaj pa boš Aristotela bral, kakve pa boš koristi od tega imel? Kaj ti to bo nucalo? Vse se to ne da niti na kruh namazati in tudi službe ne boš prej dobil. Skratka, to je ta tip argumenta. Kajti mi smo v naši dobi, pozno makiavelistični dobi, izrazito zreducirani na nekakšne proizvajalne, producirajoče živali. Na nekakega homo faberja. Grki bi temu rekli na sužnje. Čeprav danes ne moremo govoriti o suženstvu, še kako debelo pa lahko govorimo in moramo govoriti o služabništvu, o hlapčevstvu. In za nas je normalno, da se naše življenje začne zjutraj z odhodom v službo in zvečer s prihodom iz službe. Skratka, to produktivno življenje, to je delo. To je tisto, kar se vrti okrog kategorije, s katero ste se več seznanili po moje in ki je doma v oikos. To je kategorija poiezis, izdelovanja. Medtem ko pa o praksis, o tem mi nič ne vemo. Še hujše, če greste brati natančno recimo moderne avtorje, vključno s Karlom Marxom, on bo kot delo. V grščini delo je ponos in se veže na poiezis. Praksis je pa delovanje. Kako je to možno, da se v 19. stoletju zgodi, da nekdo, ki funkcionira kot eden največjih teoretikov, zamenja kategorijo poiezis za praksis? Ste kdaj razmišljali o tem? Najbrž niste. Ampak zdaj pa lahko, ko ste se seznanili in boste se še z razliko med kategorijo poiezis in praksis, zdaj lahko popolnoma druge dodatne dimenzije tega problema
zagrabite v mislih. Se pravi, to, kar je za nas normalno v naši tehnični, machiavelistično krmiljeni dobi, da je človek proizvodno in da mora biti učinkovito, da mora biti inovativno in tako naprej bitje, je samoumevno, da prostora za karkoli takega, kot je praksis v smislu političnega delovanja, ni. Kje se lahko najdete skupaj s svojimi somišljeniki, pa v javnem prostoru debatirate? Dobesedno ni prostorov. Če pogledate našo arhitekturo, sploh ni tako postavljena. Zadnjič sem vas upozoril, ko gledate recimo rinašimentalno arhitekturo, postavljena je tako, da ni postavljena kot javni prostor za politično delovanje, pač pa kot lepi prostor, ki bo bolj ali manj plemenitil nekega duha, da bi pa bil javni to prostor za politično delovanje. Ne. Od tukaj je pol moč razumeti, da ko se ljudje recimo uprejo, ko hočejo nekaj spremeniti, drugače postaviti, da se v glavnem z njimi ravna na dokaj nasilne načine, da se jih bolj ali manj skrajša za glavo ali pa kako drugače in da sploh ni možnosti, da bi se spregovorilo o nečem takem, kot so stari, kar je za stare bilo samoumevno. Ne samo govorili, ko je šlo za politiko, odločanje in tako naprej, pač pa tudi prakticirali večji del tudi na ravni neizrečenega. In to je tisto, s čemer se soočamo, ko skušamo spregovoriti o etiki.